Lepo pozdravljeni v aprilski temi meseca, kako pozdraviti notranje veselje, odnos do življenja oziroma vašega notranjega otroka. Danes bomo kratki in jedrnati s to opombo, da če si še niste, si prosim pregledajte prejšnje videe iz tega leta, se pravi za marec, imunski sistem za februar in januar. To so 3 osnovne temeljne energijske predavanja, ki vam koristijo glede vsega. Da potem lažje razumete današnji pogovor oziroma današnjo temo in pa seveda lažje tudi z veseljem in uspešno izpeljete. Notranji otrok je naša energija, o kateri sem že vse te mesece govorila, in sicer je energija, ki nam daje voljo, veselje, žar, moč, da se nam ljubi kaj narediti in moč, da se nam ljubi narediti predvsem tisto, kar drugi ne želijo, kar ne pričakujejo, ampak notranjega otroka to izjemno zabava. Torej, od česa je odvisna moč, volja in veselje v vašem življenju? Od energije vašega notranjega otroka, ki je na predelu popka, energijsko povezan z vašim uspešnim materializiranjem življenja, se pravi, kolikor ste uspešni ustvariti takšno življenje, kot si ga želite, zavisi izključno od energije vašega notranjega otroka. Torej, ne glede na to, koliko si želimo stika z dušo angeli, z vsemi energijskimi podporami, koliko se trudite, delate vse tako, kot je predpisano, sledite nekomu ali pa sistemu, kakorkoli želite biti uspešni, ste lahko uspešni do neke točke, kjer se potem lahko vse podre, ali pa vi ugotovite, da ste sicer navidezno uspešni, nimate pa veselja in sreče v tem, kar počnete. Se pravi, da ste manifestacijo in nekaj gradili na energiji oziroma na predpostavkah na koga drugega. Ključna kvaliteta notranjega otroka je, da ima magnetizem za življenje, da ima veselje in da ima to energijo, ki jo slej ko prej morate prebuditi, če ne v tem pa v drugem življenju, enkrat bo prišlo na vrsto zlepa ali zgrda. Notranji otrok namreč ima vse vzvode vaše podzavesti. Če si vi želite nekaj narediti, pa vaša podzavest temu kontrira, to ne boste uspešno naredili, ne glede na to, koliko se trudite. Se pravi, se treba slej ko prej lotiti svojega notranjega otroka na način, da pogledate, kaj si želi, in o tem govorim tudi v prejšnjih videih, zato si jih preglejte. Ne bom tokrat ponavljala tega, ampak pomembno je, da notranjemu otroku nekaj ugodite. Se pravi, notranji otrok je kot vsi otroci, nekaj mu moraš dati, da je vesel, nekaj mu moraš omogočiti neko dejavnost, ki ga veseli. Moj notranji otrok ima rad palčke, rad tudi zapravlja, vsi notranji otroci radi zapravljajo, vsi. Ne glede za kaj, ali za hrano za živali, ali za ne vem kakšne, vse, kar vi radi zapravljate ali pa kupujete, to notranji otrok rad počne. Zato lahko, da pretiravate, in jaz sem to pretiravanje omejila na dišeče palčke, kar pomeni, da jih imamo cele kupe vse povsod, ampak še vseeno je to minimalni strošek, ki si ga nekako lahko človek privošči, palčke tudi ne zastarajo, ne razpadejo, se pravi, jih sproti porabljam, in to je nekaj, kar je notranjemu otroku všeč. Otroci so ponavadi piromani, veste, kres, kurjenje ognja jih veseli jih tudi delo z vodo, v blatu, vse to otroke, če so bili vzgajani v takih normalnih okoliščinah, veseli. In mi smo še bili v normalnih okoliščinah vzgojeni, recimo februarja, ko so vsi nekako depresivni, smo imeli mi bata škorne, viki, take plastične, mrzle, in smo z zmajem letali po najbolj blatnih njivah, ker je ti zmaj in veter se je to nekaj dogajalo, in to je bilo mojemu notranjemu otroku najboljše. Lahko je letal cel dan po mrzlem, mokrem, nič ga ni to motilo. In v nas je še vedno ta energija notranjega otroka, kar pomeni, da mu morate dati ene pogoje, da ga oživite. Pa dajmo najprej pogledati, če se ne mara notranji otrok. Notranji otrok ne mara pretiranih urnikov, se pravi, da je vse na uro naštimano, tako kot zjutraj, recimo, da ko starši vlečejo otroke na hitro nekam, to je upor takoj. Že samo misel, da se mudi, ročno zategne notranji otrok in se nikamor nič ne spremeni. In isti čas, če rečemo, časa je dovolj, pa je isto časa dovolj, recimo pol urce, pa če se vam kot odraslemu mudi,
bo vaš otrok zategnil ročno, boste zamudili, če pa rečete, časa je še dovolj, pol ure, bo otrok to razumel, ok, lahko se sprostim, časa je dovolj. In v enem takšnem doglednem času boste vi tako tudi svojega notranjega otroka, kot ste svoje otroke vzgojili v sodelovanje. Torej, vaš notranji in noben notranji otrok od nikogar ne želi pretiranih urnikov, pretiranih zaskrbljenosti, se pravi, da vas za vse skrbi, da vas skrbi, kaj boste kuhali, kaj boste pomili, kam boste dali odvečno hrano ali karkoli. V glavnem, vsaka stvar, ki pride na vašo življenjsko pot, če vas vse to skrbi, to notranjega otroka ubija, dobesedno ubija. Zaduši ga in se skrije, umakne in kar se začne dogajati, vi ste kronično utrujeni. Kajti notranji otrok je energijska kapaciteta volje, veselja, radosti in aktivne moči, ki jo imate za življenje. To je vse vezano na notranjega otroka. Torej, notranji otrok ne mara pretirane zaskrbljenosti, urnikov in pa nadrejenih sistemov, pravil. To noben notranji otrok nima rad, razen če so vaši notranji otroci nekako usmerjeni v en glamur, v kariero, pa se radi povzpenjajo, pa radi imajo te avtoritete, da jim lezejo v rit, ki takšnega, v glavnem, pardon izrazu, ampak to je. Nekateri notranji otroci so radi pohvaljeni in imajo radi sistem, po katerem hodijo. To ni nič slabega, samo takšni me verjetno ne poslušajo. V glavnem gre za to, da notranji otrok ne mara pravil, upornik je, upornik do vsega, kar ga prisiljuje v nekaj, kar on čuti, da ni prav. Zato morate vedeti, da je za preživetje, za življenje zelo, zelo pomemben notranji otrok, ne samo, če imate svoj posel ali pa svoje nekak hobije takšne, ampak tudi za takrat, ko ste že čisto obnemogli, čisto recimo, da ste stari, čez 90 let, nič se vam ne da, vsi vas že nekako se poslavljajo 10 let od vas v pričakovanju, da umrete. Če je vaš notranji otrok še živ, vi imate lahko od življenja do zadnjega toliko veselja in toliko radosti, kolikor boste dovolili notranjemu otroku, da je živ. In moja babica mi je recimo bila vzor, zato sem vesela, da pač imam ene take gene v sebi. Ona je še pri 90-ih imela smisel za humor, ko si je pri 90-ih, moja krivda je bila, zlomila nogo cel kolk. Otroci smo tam neki polivali led in ona je padla in to je bila direkt karma, to sem se takoj naučila, kako karma hitro vpliva. No in ona je pol tistih 14 dni, ko je ležala v mavcu, tik preden je bilo Jožefovo na njen god, ko so vedno vsi prišli, njej ni bilo, vsi so se poslavljali, kot 90 let je stara, umrla bo, ker zdaj pa res ne gre več, nogo ima v gipsu, cela je v gipsu, nič ne more, samo vprašanje časa. Njej kaj je šlo po glavi, katero glasbo bo vrtela za svoj 90. rojstni dan, ki ga je imela blizu Jožefovega. Katero glasbo bo vrtela, kaj bomo imeli na programu. Mi smo imeli takrat plošče in ona si je zbirala v glavi, katere plošče bo takrat dala gor. In to je bilo meni pokazatelj, kako ne poznamo mi drug drugega, to je prvo, in pa kakšno moč ima naš notranji otrok. Ona je za 90. rojstni dan plesala. Gips so dali malo prej dol, ona je potem razgibavala in na tisto glasbo, ki si jo je zbrala, še ob 90. plesala. In še doživela potem par let polnega življenja. Se pravi, imela recimo, kar pa zdaj, če preidemo, kaj pa ima notranji otrok rad, ima rad stik z naravo, stik z živalmi, stik z veselimi ljudmi, stik z ljudmi, ki se ne strinjajo o vsem z vami, se pravi malo ping-ponga, malo debate, malo bolj tudi razburjenosti. Vaš notranji otrok ne mara nekoga, ki mu samo kima. To je tako dolgočasno. Vsi notranji otroci imajo radi malo zabavo, malo frcanja, malo tistih iger, ki jih odrasli nekako se ne gremo več, ker smo preveč vljudni, preveč smo na bontonu in ne vem kaj vse, da ne bomo koga prizadeli. V bistvu pa prizadanemo drugega ravno s tem, ker si ne damo kredibilnosti, da je drug tako inteligenten, močan in poln humorja, da bo razumel naš humor. Ali pa resnico, ki mora itak priti na plano. Torej, če
si mi ne dovolimo biti resnični zraven nekaterih ljudi, to pomeni, da jih podcenjujemo, ponižujemo na en način in dajemo premalo kredibilnosti, da so oni sposobni to preživeti, ne glede na to, ali je vaš to mož, otroci, bližnji, tašča, tast, kdorkoli. Če ste vi do ljudi iskreni, hudomušni, tako kot ste lahko, če je notranji otrok živ, je to za vsakega, ki ste mu to poklonili, darilo, kaj ti oživi, vsak oživi, nekateri v jezi, drugi v veselju, humorju, ampak vsak oživi in živost je tista, ki nas dela dobre, žive. Torej, notranji otrok, če si želite okrepiti notranjega otroka, mu dajte vsak dan vsaj 15 minut, če ne pol ure, če ne celo uro, ene dejavnosti, ki vas veseli. Ne, to niso igrice na računalniku, veste. To ne, to so igrice, ne veselijo vašega notranjega otroka, ampak predvsem vaše elementare in vaš nekako tisto potrebo po pobegu. Notranji otrok ima rad nekaj živega, nekaj, kar je v interakciji z nekom. Lahko je s prijatelji kava, ping-pong, tenis, lahko je samo en pir skupaj, to ne nagovarjam alkoholu, samo povem, da je vseeno to boljš kot igrice na računalniku. Lahko je pri notranjem otroku en hiter sprehod čez vašo najljubšo gozdno pokrajino, ali je to malo sedenja v vrtu pa prčkanja brez hudega uspešnosti, ali pa je to petje, ali je to glasba, ali je to samo poslušanje glasbe, ali je to risanje, tudi če ne boste objavljali karkoli. Drugo, kar je pri vseh teh dejavnostih pomembno, da to ne kažete drugim oziroma na socialnih omrežjih. Kajti, če imate potrebo vse to pokazati, to pomeni, da nekako ne zadržite te energije zase, da imate potrebo, da vas pohvalijo, ovrednotijo in potem ste ali veseli ali užaljeni, če se to ne zgodi, ampak energija gre ven, ne ostane pri vas. Zato morate vedeti, da vsi sprehodi, ki jih naredite v naravi, če jih naredite brez vašega mobitela, da ga imate pri sebi, ki vam itak jemlje energijo, zato preglejte prejšnje videe, se potem zgodi, da če ste v naravi brez mobitela in brez tega, da nekomu razlagate ali pa brez da razmišljate o tem, kaj je potrebno še narediti, se pravi, da ste v stiku s svojim telesom, potem se vaš notranji otrok oživi. Pol ure na dan, recimo v idealnih razmerah, ali pa en dan na teden, da mu date malo več, ali pa en mesec na leto oziroma vse skupaj. Pol ure na dan, en dan na teden in en mesec v letu, da ga namenite dejavnostim vašega notranjega otroka. Kar pomeni, da če ste ves čas na dieti, če imate ves čas, ne vem, eno restrikcijo, urnike in to, si en mesec v letu določite, da tisti mesec jeste, kar vaš notranji otrok želi. Lahko, da boste se potem kesali, ampak nič hudega. Se pravi, da en mesec jeste lahko več sladoleda oziroma da se ves čas ne bremzate, kajti dokler vam ne pride v veselje pitje vode, pač to notranjega otroka ekstra ne veseli. In če ga veseli sladoled ali kava ali karkoli drugega, si v bistvu morate v enem obdobju to privoščiti zato, da ne ugasne tista iskrica, ki jo ima vaš notranji otrok. Potem je dobro, da imate, da vsa čutila nekako potolažite, ne samo okus, da recimo katero glasbo ima vaš notranji otrok rad. Moj notranji otrok je malo bolj divjo glasbo ima rad in recimo, ko je prišel v najstniških letih ven, menda zdaj ravno 30 let od tega, komad I am Firestarter od Prodigy, to je bil moj komad notranjega otroka. To je bilo meni tak power, mogoče lahko prisluhnete temu komadu, v glavnem ga najdete, ne bom ga dala v link, ampak to je en tak komad, kjer se v bistvu vsa energija zgosti in moj notranji otrok je doživel eno tako moč, ki me je zbudila iz bilo kakšne ali depresije, lenobe, česarkoli. Tisti komad je meni dal energijo, da sem potem naslednji dan ali že tisti dan šla narediti karkoli sem želela. Enako od Arturja Browna, kak je že, glavno tudi vezano na ogenj, nima veze.
Beatlesi, vsi ti, a veste, določena glasba vas zbudi in ta zbujenost, ki je v vašem notranjem otroku, je dragocena. To je tisto, kar lahko hodite na terapije 100 let, pa se ne bo to zgodilo na tak način. Terapevt, a veste, nekdo drug lahko vas pelje v čutenje tega, lahko vas pelje v zdravljenje tega, ampak ne more vam pa dati tistih nekak občutkov, ki se zgodijo, ko se ta notranji otrok aktivira. Nažalost, če ste imeli ugodno življenje, dobro življenje, da se vam nič tega ni zgodilo, da je bilo za vse poskrbljeno, da je v bistvu, da ste z zlato žlico dobesedno se rodili, potem vaš notranji otrok mogoče nima tega instinkta za preživetje, kar je lahko kar malo dolgočasno, veste. Veliko ljudi nima nobenih težav, pa imajo čist brezvezno življenje preprosto zato, ker njihov notranji otrok ni živ. Ni pa živ zato, ker ni izkušal nobenih nevarnosti, nobenega pomankanja, nobene izziva, zato jaz vam ne želim, da se vam to zgodi, ampak vam želim, da najdete tisto iskrico, tisto veselje, ki je lahko čisto kontra vsem ostalim, in da se notranji otrok razveseli, da se notranji otrok za nekaj bori in potem je to nekaj, kar boste lahko zaživeli v vsakdanjem življenju. Torej, odkrite z časom, ki si ga namenite, kaj si želi vaš notranji otrok, kakšno glasbo lahko posluša. Moj notranji otrok tudi zelo rad sodeluje z energijami in na en takšen način, da si je tole nabavo in potem to vsakič, ko je karkoli, mi to počnemo, notranji otrok oživi, se gre zraven in prisluškuje, katere energije pridejo. Tako da takšne stvari so lahko zelo, kako bi rekla, nenavadne, mogoče ne ravno primerne za vas. Mene zelo veseli ena gospa, ki hodi k Mateji na delavnice, reka se uči trobento, to je želja notranjega otroka. Takšne stvari, recimo, da se nekaj greš naučiti za voljo veselja, ne za voljo, da boš postal ne vem kaj, ni koristno v smislu pridobitništva in pa imidža, ampak je koristno v smislu veselja, kreativnosti in notranje energije. Tako da doma pogledajte, s čim notranji otrok ni zadovoljen v vašem stanovanju, kaj bi spremenil. Če imate domačo žival, pogledajte, kako se notranji otrok z njo razume, pa boste videli hiter odziv živali na vas. In pa notranji otrok ima tudi rad druge notranje otroke, če seveda je imel dovolj pozornosti. Če niste imeli, če vaš notranji otrok ni imel dovolj pozornosti, je lahko to razlog, da če si želite otrok, ne morete zanositi, kajti notranji otrok ne dovoli še nekoga, če sam ni dobil dovolj pozornosti. To je ena izmed tez, ki smo jih odkrili, ko smo drugim pomagali, da so lahko pač ženske energijsko se odprle za zanositev, ampak če notranji otrok ni imel dosti pozornosti, potem tudi do zanositve ne pride, kajti notranji otrok od te ženske sabotira, da bi ona nekaj sprejela, kar bo potem spet drugega postavljala pred sebe. Tako da en mali vaš energijski paket je v vas, ki ga morate odkriti, če si želite veselje v življenju, dovolj energije, dovolj volje in moči, da naredite še kaj izven tega, kar se od vas pričakuje. Notranji otrok, edini, v čemer je dober, je v uporu, opira se vsemu. In veliko ljudi odraslih tudi poznam, ki se opira vsemu. Recimo, želite imeti novo službo, pa se že na razgovoru obnašate tako, da vsi vejo, da vas ne bojo sprejeli, brez da se morajo vprašati. Kajti upor je čez energija, ki gre čez vse druge energije, vi še lahko tako lepo kimate, lepo izražate, notranji upor daje vedeti, da vi to ne želite. Tako da ne morete sebe prehiteti, ta upor notranjega otroka je pomemben, predvsem, da se postavite zase na način, da se posvetujete s sabo in z notranjim otrokom, kaj si želi. Ne, da se upirate vsemu po spisku, kot ste se upirali recimo staršem ali pa komorkoli. To so skrajnosti. Eni imajo notranjega otroka, ki se vsemu upira, tudi svojim dobrim stvarem, drugi pa imate takšnega, ki se skriva pred vsemi in vsemu kima in ste vedno za, kar reče partner, otroci in pol na koncu ugotovite, ko vsi
grejo nekam po svoje, da ste vi ostali sami, zdolgočaseni s sabo, brez smisla, brez vesela in da upravljate še samo stvari, ki so nujno potrebne in še to brez pravega navdiha. Tako da notranji otrok je vaša odgovornost do te mere, da najdete povezavo z veseljem. Veselje je torej tisto, kar počnete, brez da je korist za to. Če mi gledamo, to je zdaj najbolj pomembno, kar Slovenci smo nagnjeni k temu koristnosti, da noč nekaj delo za brez veze. In zato vse načrtujete, vse je pod plajbo, vse je tako, kot mora biti, ampak veselja ni. Torej, kakšna je vaša dejavnost, ki je nekoristna totalno, ampak vas veseli? Če zapišite mi v komentar, ker me res zanima, tako bomo dali še tudi ideje komu drugemu, kaj je recimo tisto. Šport je sigurno nekaj takega, če se recimo šport se lahko, da se vas veseli in da redno hodite na treninge, to je vsekakor potreba, da je notranji otrok zraven. Sicer vas treningi nehajo zanimati, razen če v fitnessu kak dober tip ali pa ženska, pa potem hodite z drugimi interesi. Ampak vseeno notranji otrok mora biti prisoten, da se bilo katera dejavnost, ki je namenjena zdravju, obdrži. No in to je recimo ena takšna dejavnost, šport, kreativnost, umetnost, stik z naravo, kuhanje je tudi recimo ena takšna dejavnost, če kuhate tudi takrat, ko ni nujno, pa z veseljem in z eno kreativnostjo in pri tem uživate tudi potem, ko drugi to pojejo, degustirajo in podobno. Tako da, če bi mi v Sloveniji vse, kar počnemo, počeli z energijo notranjega otroka, mi bi bili vsi zadovoljni, vsi srečni in vsem bi biznis dobro tekel. Ker enostavno z kvaliteto notranjega otroka je vse boljše, vse naredo pravočasno, z pravo energijo, pravo nekako namero in tudi pravočasno opravljeno, ter nimamo potem težav niti zaračunati, niti nobenega, ki bi se temu upiral. Tako da notranji otroci so hudo potrebni v Sloveniji, da bomo bolj veseli, zadovoljni in tudi komunikativni drug do drugega, ne samo s problemi, grožnjami in podobnimi stvarmi. Tako da želim vam, da najdete to veselje, zdravljenje preprosto, temu, kar notranji otrok želi, vi dajte pozornost in mu dajte čas. Pol ure na dan, en dan na teden, en mesec v letu. To ni tako veliko, bi človek rekel, vseeno je pa več kot sicer, tako da začnite že danes samo s preprostim seznamom, kaj vas veseli, pa da nima kakšne hude koristi za vaš biznis ali pa za, ne vem, za vašo potrošniško navado, da ni koristno, kaj vas veseli, brez smisla. To je današnja naloga, pregledajte si preostale videe, poklikajte se, da zveste, kaj je novega na mojem YouTube kanalu, predvsem pa v komentar napišite, ko odkrijete, kaj vaš notranji otrok rad počne. Pri tem ne mi pisati tisto, kar mislite, da jaz želim slišati, noben notranji otrok noče poslušati mojih videov, tako da to ni nekaj, kar napišete v komentar. Hvala vam za pozornost in lepo pomlad.